Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni iz Beletrinine knjigarne. Kot gotovo veste, je letošnje leto vseslovensko leto Ivana Tavčarja in zelo sem vesela in počaščena, da se bom lahko pogovarjala s profesorico, doktorico Urško Perenič, avtorico izjemne knjige s poetičnim naslovom Na valovih življenja. Urška, že ko sva govorili o knjigi o Josipu Jurčiču, sva se tikali, pa predlagam, da nadaljujeva v tej maniri, da se vmes ne bi zmotili. Ja, seveda. Kot sem dejala, poetičen naslov Na valovih življenja je Tavčarjevo leto tisto seme, zaradi katerega so potem vzklili cvetovi te knjige. Ja, Tavčarjevo leto je bilo zelo pomembna pobuda za to knjigo, čeprav sem določene vsebine seveda nosila s sabo že daljši čas. Kar pa zadeva sam naslov, ki si ga že omenila, je pa ta povezan s Tavčarjevo noveleto iz zgodnjega časa. Namreč noveleta Na valovih življenja tematizira ljubezen slavnega pevca in njegove lepe Luize. Hkrati pa se mi je zdelo, da moram poudariti v tej knjigi dejstvo, da je bila Tavčarju literarna umetnost tisto področje, na katerem je premišljal svoje življenje. In zato sem morala nekako poudariti to valovanje življenja pod njegovimi besedami. Ja, v knjigi se dragoceno prepleta oziroma valovi, tako življenje Ivana Tavčarja kot tudi njegova ustvarjalnost. Ti praviš, da je ljubezen vozlišče vsega. Ja, jaz mislim, da je Ivan Tavčar celo eden najboljših slovenskih avtorjev tistega časa, pa pravzaprav tudi poznejšega časa, ko gre za tematizacijo ljubezni, da je v tem sijajen in ja, vse se začne z ljubeznijo in pravzaprav tudi konča, če potegnemo nek lok med madamo Amalijo, torej tisto točko, ki jo on imenuje kot začetek svojega snovanja, pa potem Cvetje v jeseni in Visoško kroniko. Mislim, da v knjigi zapišeš, da je v bistvu celoten Tavčarjev opus ena sama ljubezen, ena sama tematika. Ja, in da Tavčar, tako ga sama berem in razumem, vse življenje piše en sam tekst. Na ta način berem in razumem njegov opus, v katerem variirajo posamezni motivi, v katerem se ciklično ponavljajo, dokler ne pride do vrhunca, in ta vrhunec je pri njem pravzaprav na koncu življenja, že omenjenima labodjima spevoma. Zlasti bi tu izpostavila zelo lep motiv ožarjenega oziroma ozarjenega obraza dekleta, katere obraz je uokvirjen s kitami, na katere pada svetloba bodisi jutranje, bodisi večerne zarje, in je motiv, s katerim se poigrava pravzaprav vse svoje življenje in tudi na celotni svoji pisateljski poti. Ja, v bistvu je delo Na valovih življenja tudi nekakšen dialog s prejšnjimi raziskovalci življenja in dela Ivana Tavčarja, predvsem z Ivanom Prijateljem in Marijo Borštnik. In zelo dragoceno in spoštovanje in hvale vredno se mi zdi, da si se tudi ti vrnila k gradivu, tako raziskovalcev, kot tudi seveda Tavčarjevega dela. Ja, ta dialog oziroma polilog je v bistvu nujen, ko gre za klasike slovenske književnosti. Je na začetku tudi frustrirajoč, ker se seveda sprašuješ, ali boš napisal nekaj takega, da bo, tako kot je bilo tisto, kar so oni napisali, vredno branja in bo ostalo za zanamce. Po drugi strani je pa to navdihujoče. Navdihujoče tudi v tem smislu, da sta oba omenjena raziskovalca veliko delala z gradivom, s tistim primarnim, tistim, kar je prišlo izpod rok pisatelja in kar sta seveda potem tudi zbirala. In to je zdaj postalo nekako tudi značilnost moje metode, da moram vedno, ko se ukvarjam s slovenskimi pisatelji, tudi nazaj v arhiv. In tako sem poleg tistega, kar je v Nuku in je razmeroma skromno, obiskala tudi Škofjeloški arhiv. Najbolj navdihujoče pa je bilo zame delo Zapuščino Marije Borštnikove, ki je izdala zbrano delo
Ivana Tavčarja. In v tej zapuščini najdeš tudi zapiske študentke Marije Borštnikove, Marije Žagar, in v knjigi Na valovih življenja zapišeš, da bi jih dokončno rešili pozabe. Nekatera izmed njih, po naši presoji najzanimivejša, navajamo tukaj. Ampak tudi potem kasneje zapišeš, da ne bomo navedli vsega, ampak naj to velja kot povabilo radovednežem, da sami pobrskajo po biografskem gradivu Tavčarja v zapuščini. Ja, to se mi zdi nujno, da se bodo tudi poznejše generacije, pa pravzaprav tudi tisti, ki jih to zdaj zanima, vrnili v arhiv in pogledali, kaj vse so zbrali naši predhodniki z nekim pravzaprav mukotrpnim delom in je ohranjeno, zato da tudi mi pokukamo tja. Zelo zanimivo in tudi iskrivo se berejo opisi Tavčarjeve osebnosti. Ti jo imenuješ, da gre za kompleksno osebnost. Ja, pa tudi priljudno in prevzetno. Ja. Tavčar je, vsaj sama ga tako vidim, zelo močna osebnost. Rekla bi manj blaga od Jurčiča, če jo primerjam, kajti tudi Tavčar se je imel seveda za člana tako imenovane Jurčičeve garde. Ravno tako je bil pa izjemno sposoben, da ne rečem genijalen, in gojil je sanje, v katere je verjel, sicer se najbrž ne bi uresničile. Te bom zopet citirala. Zapišeš v knjigi tudi: znova vidimo, kako Tavčarjevo umetniško besedovanje po eni strani vse skozi drži ogledalo njegovemu življenju in kako po drugi strani premišljeno in naravno hkrati iz avtentičnega občutanja in doživljanja raste njegov opus. Ja, in to je povezano tudi z mojim razumevanjem realizma, ki ga razumem tipološko, namreč pri Tavčarju je realistično čustvo, iz katerega raste njegova ustvarjalnost, prav tako pa snovni viri, torej drugi snovni viri, denimo njegova vezanost na domačo rodno Poljansko dolino, in tudi njegovi nazori so pravzaprav prikovani na stvarnost, ki jo je živel. Če omenim samo njegova prizadevanja za nek demokratizem, ki je značilen sicer že za Jurčiča. V šoli smo se učili, da Tavčar sodi med romantiko in realizem. Ti pa mislim, da niti enkrat v knjigi ne omeniš romantike. Niti enkrat. Zato, ker vidim res Tavčarja kot enega od stebrov slovenskega realizma, in ravno zaradi tega, kar sem povedala, torej res gre za čustvo, ki je močno, in v bistvu izvir, seme njegovega snovanja je to močno ljubezensko doživetje, ki se mu neizmerno vtisne v spomin kot pisatelja in ga pravzaprav premleva in predeluje do konca. Ampak to je pravzaprav nekaj, kar je res, kar je avtentično, kar je njegova resnica, in iz tega potem raste njegov opus. Zelo zanimiv je tudi tvoj slog pisanja. Ta slog ni v bistvu nekaj zelo namernega, ampak se rojeva, nastaja sproti, ob čemer skušam vedno bralca svoje knjige povabiti k branju izvirnika oziroma k prebiranju Tavčarjevih tekstov. Tako tudi razumem svojo knjigo. Po eni strani skuša biti nek arzenal informacij, nekih novih spoznanj, mojega razumevanja Tavčarjevega dela. Po drugi strani se mi pa zdi nujno, da se moj bralec vrne k Tavčarju, ki je glavni predmet oziroma oseba, o kateri pišem. Ja, recimo, tako poetično zapišeš, recimo z valovi svojih besed. Tavčar piše: vržen na valove življenja, ki ga nosijo in zibajo. Visoko dvigajo in globoko spuščajo, ki pluskajo zdaj burno, drugič rahlo, ki glasno hrumijo in tihotno šumijo, da bi se naposled izlili v literarne besede. V bistvu ne gre zgolj za literarno študijo, ampak tudi za literaturo samo po sebi. Ja, no, jaz nimam kakih literarnih ambicij, ampak se vidim res kot literarno zgodovinarko, ampak vidim pa se tudi kot ambasadorko te starejše književnosti. In ja, lahko rečemo, če hočeš, da me ta literatura navdihuje, ko o njej premišljam,
in se tudi potem meni zgodijo kakšne literarne besede, ampak nikakor ne ambicije. Tavčarja imenuješ tudi veliki poljanec. Ja, zato ker je pač izšel iz revnega okolja in se odpravil v svet, najprej v Ljubljano, pa vmes v Novo mesto, na frančiškansko gimnazijo in potem jasno na Dunaj, od koder je prišel nazaj, ker je nekaj postal in v tem smislu je velik, da to torej ni bila nikakršna ovira, velik pa tudi zato, ker nam je pustil nekaj, kar je pomemben del naše literarne in kulturne dediščine. Knjigo med drugimi posvečaš tudi Tavčarjevi soprogi, gospe Franji. In v knjigi beremo tudi, da je Tavčar posebej cenil duhovita in odrezava dekleta. Po pismih, ki jih najdemo v tvoji knjigi, pa lahko sklepamo, da je tudi gospa Franja bila sila duhovita. Ja, sila duhovita, sposobna, odločna. Ko obiščemo Visoko, nekje preberemo, da brez Franje ne bi bilo Ivana Tavčarja. Torej je za njim stala zelo močna ženska, ki se mu tudi, ko jo je prvič snubil, ni kar tako vdala, ampak je moral kar nekajkrat poskusiti, ko je pisal iz Rogaške Slatine, ker je bil na oddihu. No, čeprav sta se potem kmalu poročila. Prej omenjena Marija Žagar, študentka Marje Borštnikove, je pa zbrala pričevanja o dekletih iz Kranja, kjer je bil Tavčar tudi odvetniški pripravnik pri Mencingerju. No in tudi ona omenja taka odločna, predvsem pa bistra dekleta, ki so Tavčarja tam menda zelo privlačila. In ena od teh deklet je bila Marija Gogala, kar je ohranjeno tudi v neki poljudni zavesti, ki je veljala tudi za bistro, odrezavo, odločno in je Tavčar menda vsak teden prinašal vijolice. Zares gre za ljubezen in doživetje, zopet citiram, doživetje vzplantele ljubezni je pri Tavčarju vozlišče, kjer se stikajo posamezna besedila njegovega opusa. Zanimivo se mi zdi, da si upam trditi najbolj znanemu Tavčarjevemu delu Cvetje v jeseni, oziroma Cvetju v jeseni ne namenjaš svojega posebnega poglavja, tako kot nekaterim drugim Tavčarjevim delom, pač pa to cvetje vse skozi suješ, snuješ. In pravzaprav skušam prikazati, kako Tavčar ciklično ponavlja posamezne motive, ki jih potem estetsko izpili, če lahko tako rečem, v Cvetju v jeseni. V nekaj prizorih, zlasti sta dva taka prizora, ki jo izpostavim, in sicer tisti, kjer stopi Meta v soju svetlobe pred Janeza in potem seveda tisti znameniti prizor poslavljanja. V Zali beremo, se mi zdi najbolj znan Tavčarjev stavek, ljubezen nam je vsem v pogubo. Ampak ti ta stavek nadaljuješ. Ja, da si je kljub temu, da nam je vsem pogubo, zanjo redno prizadevati. In zato se mi zdi tu pomembneje tisto, kar je Tavčar zamolčal, pa vendar nakazal v svojih delih. Kajti tudi Janez v prej omenjenem Cvetju v jeseni, ki je alter ego pisatelja, si želi, da bi imel v bodočnosti mnogo posnemovalcev, ki bi torej sledili njemu in bi jim bilo njegovo ravnanje za zgled. Je pa kar nekaj Tavčarjevih del podpisanih z njegovim psevdonimom. Emil Leon. Emil Leon. Leon. Gotovo imaš tudi teorijo, zakaj ravno ta Ja, psevdonim. no, saj ta je pa kar poznana, namreč ta prva ljubezen Emilija Baumgartnerjeva se mu je seveda izjemno vtisnila v srce, tako da tudi prva oziroma ena najzgodnejših novelet, če sem točnejša, Madama Amalija, seveda glasovno spominja na Emilijo. Kar zadeva pridevek oziroma drugi del imena Leon, je pa že profesor Kmecel napeljeval na to, da pomeni to neko levjo srčnost in pogum, kar je za Tavčarja gotovo veljavno. Si zdaj, ko si znova prebirala njegov opus, drugače doživela Tavčarja? Ja, zato ker sem brala njegov opus kot celoto
in še bolje prišlo pred moje oči, kako je v resnici avtotematski. Predvsem pa so me skozi to branje začeli navduševati nekateri drugi teksti, ki jih sicer manj izpostavljamo. Naj si gre za Mrtva srca, naj si gre za povest 4000, ki sem jo brala povsem drugače v celoti opusa in ugotovila, da je to sijajno spisan tekst, ki nikakor ni ali celo prvenstveno ni samo neka antimahničevska satira, ampak je ravno tako tekst o ljubezni. Kajti na koncu Azrael reši dušo iz tega telesa liberalca in pravzaprav imamo na koncu slavospev ljubezni, ki je najslajše tolažilo vsem otrokom na zemlji. Zelo pa me je navdušil znova tudi omenjeni novelski cikel V Zali, lovska povest žanrsko. Prej si omenila ta znameniti stavek, v katerem je Tavčar sijajno pokazal to pravzaprav ljubezensko smrt ob kanoniku Amandusu. Je bil pa Tavčar tudi strasten lovec. Strasten lovec in ribič, ki si je tudi kot ribič prizadeval za zaščito nekaterih vrst. Imel je tudi svoje revirje, v katere drugi niso smeli, in če so šli, je bil kar jezen. Lov je bil tudi zelo pomembna tema, o kateri se je rad pogovarjal v prostem času, zlasti s svojim delodajalcem Karlom Ahačičem, pri katerem je bil odvetniški pripravnik v Ljubljani, to je bil med drugim stari oče Lili Novi. No pa seveda tudi z druščino, s katero je zahajal v svoje rodne kraje in kjer so radi lovili divje peteline, kar je tudi tema omenjenega novelskega cikla. Še ene tematike se mi zdi, da se moramo nujno dotakniti, in sicer povezanosti življenja in smrti, ki je tudi zelo pogosto izpostavljena pri Tavčarju. Ja, saj pri Cvetju jeseni imamo pravzaprav to ljubezensko smrt, kjer se smrtjo pravzaprav ljubezen prelije v večnost in ta meta živi v Janezu tudi potem, ko je dejansko fizično ni več. Podobno je v povesti Mrtva srca, povesti 4000, kot sem rekla. Podobno je navsezadnje v Visoški kroniki, kjer si pravzaprav ta Georgij Postumus želi, da bi oznanjal ljubezen. V tem smislu je Tavčar napisal v svojem življenju res nekakšen slavospev ljubezni. In tisto, kar skušam pokazati zlasti pri Visoški kroniki je, in to je seveda moje razumevanje, ki pa se mi zdi v celoti opusa prepričljivo, da je najidealnejši prostor človekovega bivanja tam, kjer živimo, kjer smo živi, povezani z mrtvimi, ki jih ni več, ampak so pravzaprav še vedno tu z nami. In to knjigo posvečaš tudi svoji babici, Ja. za katero zapišeš, da je bila velika oboževalka Tavčarjevih del. Ne Tavčarjevih del, pač pa je zelo rada spremljala to, kar počnem, in seveda tudi poznala moje navdušenje tako za Tavčarja kot Jurčiča in tako dalje. Se ti zdi, ko raziskuješ življenje slovenskih klasikov, da nekako sobivaš z njimi? Ja, ker razumem literaturo kot nekaj živega, nekaj, kar dejansko prihaja iz duše in srca. Pustimo to, da je seveda literarno delo tudi svojevrstno garanje, mislim tu na predelovanje besedil, jasno, zahteva nek trud in premislek. Ampak kljub temu pa se mi zdi, da je do danes preživela tista literatura, ki je izšla in je bila prežeta z nečim avtentičnim. In jaz jo pravzaprav razumem kot nekaj, kar je prišlo iz človeka, iz nečesa živega in je zato živo. Tavčar ni bil kompleksen samo v osebnostnem smislu, ampak tudi v profesionalnem, ne? Poleg tega, da je izjemen pisatelj, je bil še župan, politik, poslanec, gospodarstvenik. Kako misliš, da je uspel vse to združiti v enem samem življenju? To bi bilo treba njega vprašati, čeprav mislim, da je bil, po tem, kar vem,
brez vsakih dvomov najboljši v literaturi. In je celo sam zapisal, da mu je na nek način žal, ker mu je politika vzela toliko energij, in da je veliko del potem spisal v neki, ne bom rekla raztresenosti, ja, ampak zagotovo v razmerah, ko se ni mogel čisto povsem posvetiti besedni umetnosti. Tako je imel za svoja najboljša dela Cvetje v jeseni, Visoško kroniko in pa zbirko črtic oziroma novel Med gorami. Kaj se ti zdi tisto najdragocenejše, kar nam Tavčar sporoča za današnji čas? No, zagotovo lahko ponovim tisto zdaj že znano krilatico. Sicer pa ne bi znala povedati v enem stavku, kaj nam sporoča za današnji čas, ker se mi zdi, da klasiki, in Tavčar to je, nam lahko čisto v vsakem času kaj sporočijo, v pogoju, da jih beremo. In jaz mislim, da nas predvsem vabi, da znova posežemo po njegovih tekstih in da si dovolimo, da vsakemu sporoči tisto, kar se bo pač rodilo ob nekem konkretnem branju njegovega teksta. V knjigi zapišeš tudi, da je pred tabo vstajala podoba pisatelja in nekdanjega življenja, ki je bilo, vendar ni minilo, ampak še naprej burno valovi pod vsako zapisano besedo. Ja, in da to je dejansko življenje, ki ga čutim pod temi besedami. Zato, ker vedno, ko se ukvarjam z literaturo, se ukvarjam tudi z osebnostjo. In posebej sem to začutila v prej naštetih tekstih, no pa tudi zato, ker sem imela svojevrstno srečo, da sem prišla v stik z nekaterimi ljudmi, ki so še bolj kot sem sama morda povezani z njim po nekih družinskih linijah. In so vse to, kar sem vedela, v bistvu še bolj oživili v meni in tudi v tem, kar je Tavčar napisal. In ena od teh oseb je profesorica Marjeta Zorc, ki mi je povedala mnoge stvari, zaradi katerih se mi je zdelo, da je Tavčar še bolj navzoč ob meni in o katerih ne bi imela kje prebrati. V knjigi Iskrivo zapišeš, da si kar nekako zavidala nekdanjim raziskovalcem Tavčarjevega življenja in dela, ker so imeli možnost biti v stiku z ljudmi, ki so Tavčarja res poznali, in da to šteješ za blagoslov, da si se lahko pogovarjala s profesorico Zorc. Gospa je stopila k meni. Ne vem točno, na kaj je mislila, ampak zagotovo je temu botrovala tudi priložnost Tavčarjevega leta. Ampak večkrat mi je dejala, da jo po eni strani spominjam na Tavčarje in da bi mi z veseljem kakšne stvari povedala. Ja, in tako sva se srečali in mi je marsikaj razkrila. Hkrati sem pa večkrat obiskala Poljansko dolino in imela sem si priložnost ogledati tudi hišo na Bregu, kjer je Tavčar preživel kar en lep del svojega življenja z družino. Si čutila njegove korake? Ja, ta palača na Bregu je zdaj precej obnovljena in nekako ni v tistem slogu dobe, v kateri je Tavčar v njej živel, vendar sem si seveda skušala predstavljati. Sem pa potem uporabila tudi popise prebivalstva, iz katerih sem ugotovila, kdo je kdaj živel v tej hiši, in mislim, da je predstava, ki sem si jo ustvarila, zadovoljiva. Si tudi predsednica programskega odbora Vseslovenskega Tavčarjevega leta. Kaj nam je dalo to Tavčarjevo leto? Ja, ogromno. Veliko se je govorilo o Tavčarju in se še bo. Na ta način smo, rekla bi, osvežili še nek zelo pomemben opus slovenske književnosti. Hkrati je znova, kot v Jurčičevem letu, prišlo do tega povezovanja na različnih ravneh, od neke ljubiteljske kulture, če hočeš, do nekega profesionalnega početja in ukvarjanja z literaturo. In to se mi zdi zelo pomembno, ker iz te pristne ljubezni in ljubiteljstva potem raste tudi ta odnos. In tudi, ko bo Tavčarjevo leto mimo, bo Tavčar med Poljanci pač živel naprej. A je hujše vprašanje od tega za literarno zgodovinarko profesorico
če vprašam po najljubšem delu, ali pa tistem, ki je Tavčarjevem. najbolj v srcu. Tavčarjevem. Ja. Če bi me vprašala pred recimo pol leta, potem bi rekla najbrž povest 4000, ker sem bila tako silno navdušena, ko sem to povest rešila iz nekih častnih okvirov, ker danes se tudi še vedno ta povest rada obravnava, samo pač kot nek kulturni boj, kar se mi zdi res huda redukcija tega dela na to. Če pa me vprašala zdajle, pa bi rekla, da sem znova ugotovila, kako sijajno delo je Visoška kronika. Tako da bi dala Visoško kroniko kot nekateri moji predhodniki na prvo mesto. Tvoji študentje so že brali knjigo? Morali bi jo. In ne samo študentje, pač pa mi vsi. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tebi. Beletrina v živo.